Okay. Danes je bolj intimno. Da, vidim. A so zasedi, kje so? Danes smo zasedi, ker tretja epizoda je pa tako packed with jokes, da je treba pa sam delati. Ja. Godler, a sva japonski snajper na strehi? Ja, japonski snajper na strehi. Ja, mislim, da so japonski snajper na strehi. Pa moji starši so mrtvi. Oba. Ok, foten ni mrtev. Dej povej, kaj delava mi v tem podcastu. To so nehala govoriti zadnje. A veš kaj, me ta trenutek ne vem, kaj delava. Kako da ti rešti tehnikalije, povej. Odlično, to sem upal, da boš rekel. Drugač tole opazovalnica, kjer jaz pa Godler opazujeva stvari. Zdaj je na vrsti The Office UK, sicer smo pa valjda del mreže aparatus.si, tam je še ene par podcastov, od katerih ste lahko to pogledati. Smo tudi na Facebooku aparatus in na Twitterju aparatus. Počasno si, tisto, kar je pa najbolj pomembno, je to, da se nas da tudi podpreti. To pa naredite tako, da greste na aparatus.si/podpri in tam res tista sredstva vlagamo v produkcijo in vse ostalo. Tako da ful hvala unim, ki ste to že naredili, pa unim, ki boste. Pa če nam daste kakšno oceno v iTunesih, veste, kaj morate napisati. Ta ponarodeli zdaj že stavek, ne. Godler ima rad kondome. Tako da, to je, mislim, da kar se tehnikali tiče to, ne. Zdaj greva pa opazovati tretji del prve sezone, bom kar še enkrat rekel, najboljše humoristične nadaljevanke vseh časov. A veš, da nič narobe ne poveš, kot ko rečeš? Ne. Ja, ta je pa, veš, kaj sem hotel vprašati? Rec. Meni je ful žal, da mi nimamo te tradicije teh kvizov. Ja. To si me ti hotel vprašati. Jaz sem tebe hotel vprašati, če si kdaj delal, recimo ne v pisarni, kjer se prodaja papir, pa pisarniške pripomočke, ampak če si delal kdaj v neki pisarni, kjer bi bil lahko en tak dogodek, kot je večerni kviz po pijači, lahko tak event, kot je tukaj, ker to je kar dogodek za njih, Nino. Ja, ampak veš, to v Angliji se to ful dogaja. To so te pub quizi, ne, ki jih imajo oni konstantno. To se lahko tako imajo. Prav pubi imajo svoje večerje, ko imajo pub quize in greš noter. In si prijaviš ekipo in igraš. In možeš da denar in pol je denarna nagrada na koncu. In to daš tako, lahko tudi po 50 funtov, 100 funtov, da nastopaš. Ne? Pa prvi 3 si pa cash razdelijo. Tam je tam tako, cela kultura je tega. Ne? In pol to tudi firme delajo, ne, za zaposlene, da enkrat na let, da imajo malo competition, da malo en pod drugim se postavljajo. Ne. Ja, ker brandu ta kviz pomeni vse. Vse. Ja, zato, ker sta on, ne, in pa ta misteriozni, ne, šovinistični, rasistični, grozni Chris Finch, ki ga pač v prvih dveh delih se samo omenja. Ne. V vsakem delu se ga dejansko omenja, ne, v tretjem delu pa končno vidimo tega izvrstnega primerka dobrega človeka. Dobri igralci. Res je dobri igralec. Res je dobri igralec. In to, da je on dobri igralec, sem jaz videl, dobro, ok, igrati tega kretena, lahko si misliš, ne vem, velike igralcev, ko igrajo samo eno vlogo dobro, ne, pa so pri ostalih so pa, recimo Christoph Waltz, ne, pri Tarantinu tu, meni izven Tarantino ta on ni ne vem kaj bil nikoli. Ja, to je res. Recimo, če dam primer, no. Ampak tukaj sem ga pa videl v Kingsman. Kaj pa je on v Kingsman? V Kingsmanu je bil tisti zasliševalc, ki je tistega Bugsija zaslišal in ga je pol mogel spustiti. Ok. Što pa nisem porajal, da je Chris Finch. Ja, to je on, to je Chris Finch, ampak je pa čist resen, smrtno resen, tak, sem si mislil, wow, dober igralec, viš ti pa, to je pa dober igralec iz rodka na The Office v enega tako zajemnega detektiva. No ja, ampak to sem glih hotel reči, ne? Ker Chris Finch je pač v The Office res slab človek. Ne? Ja. Ampak je pa ful dober, ne? Ker res da to nekako, kot človek rekel. Prvo misliš, da mogoče je Brent slab človek, ne? Ampak to sem se videl že pogovarjal in Brent v bistvu ni slab človek. Ne? Brent ni slab človek. Brent ima samo pač to svojo slepo pego, ko misli, da je smešen, pa ni. Ne? Ja. Mislim, da je prijatelj, recimo s Finchom, pa v bistvu ni. Ne? Ja. On je sam tako, v bistvu dobro nameren, ampak tak bogi, tak moronko, to so že parkrat rekla. Ja. Ampak se mi zdi, da to ful očitno rata, ko pa pride Chris Finch. Ampak to, ko Chris Finch uleti, takoj začne žaliti Brenta, da je debel, tako res grdo žaliti. Tako ne, dva prijatelja se
pač hecata, ne, ampak on ga na polno požal, ne, Brent pa cel cajt govori, začel se je, pa ste zdaj tole. Zaklente vrata. Ja, zaklente vrata, ja. Veš, med njima je, pa ne sem te epizodi, ampak čist do konca The Office je med njima tisto razmerje, ko se reče po slovensko, unreciprocated love. Ja. Ampak je pač med dvema moškega. Ne? On je v bistvu Brent je zatrapan v Finčev karakter, kar se vidi v njegov tale smislu za humor, to njegovo žaljenje. Brent bi rad bil tudi tak, ne? Ampak ni slab človek, zato pa ni tak, zato ga občuduje, pa hvali skozi. Ja, ampak ono bi se tako, ta humor mu je kao všeč, ne? Ampak vsakič, ko on kaj res neprimernega reče, če v komu drugmu, ne, mu je pa mal bed, da se mora temu smejati, ampak zato, ker je tok vplivom, se v bistvu smeji, ne. Pa bed mu je že na začetku, ko mu on vic pove, Winnie Mandela. Ja. Kaj pa začne, to ni rasistično, vse sta poročena, tako da sploh ni lov, ne. Tako. To je v bistvu Nelson's column. Grozna šala, drugačne. No, ampak zdaj sem že preskočila na Finča, ker je valjda se o Finču treba pogovarjati, ne. Ampak začnemo pa z eno mojih tako ljubših mirnih scen v The Officeu, ko je tim zgodaj v službi, ne, in prijeta snažilka. Ne, in mu je mama timu kupila Het FM. Ja, se pravi, ti si res smešen. Pač neka kapa, ki ima not ugrajen, pač FM sprejemnik. Ne. Ja. In pač ga služilka vpraša, zakaj pa ti to zgodi kle, ne? Pa on reče, da ima rojsten dan, pa da mu je mama dala daril, da je zato prej prišel, ker sta se dobila. Ja. In pa on reče, kot je pa ima to kapo na glavi, kot je pa dala. Ne? In tam je res tako dober, ki jo tim sam gleda, ona pa ful tako čaka. Ško, dobro namerno, zdaj bo pa povedal. Pa nekaj, kar nosiš. ali pa tako duhovita ženska, zaradi tega, ker v prejšnji epizodi je nekdo sprintal sliko Brenta s Photoshopom. Lahko je pa tako zvita, da je nekoga prosila, da je sprinta in ga zdaj jebe v glavo. Ne? Ja, mogoče dvomim. Jaz mislim, da je sam mišljen, da ona res ne dojame. In je ta scena mi je res ful všeč. Ja. Pa je še ta, že spet pletemo Don pa Tima, ne? Ja. Spet ful lepo, ne? Mal flirtata, tako že spet te umestne scence, pa ona mu prinese kartico, ne? Čestitko, ki je tudi kao smešna, pa ni, ne? Ja. Te kvazi pokvarjene čestitke, ki so res grozne, pač nikoli ni bilo še nič dobrega tam not napisati. Ja. Hallmark se ne zna šaliti. Ja, ali pa tiste nalepke, ki jih imaš, ki jih imajo po res po delovnih mestih. Ne vem, ne moti me, sem pri delu. Ne vem, jaz bom kos, temu bom kos. Ja, ali pa kaže hang in there, veš, pa je maček, ki visi na špagine. Ja. To je tako neduhovito. Fuck. To je tudi enkrat, ko smo bili na Vesti še, kjer je bilo podobno stanje kot v The Office. Pa je nekdo nalepil, se spomnim, kaj je Jonas prišel, pa je nekdo nalepil neko nalepko, zdaj pa ne vem več, kaj je pisal točno na tej nalepki. In Jonas pride in to vidi tam prilepljeno in je pizdil 1 uro. 1 uro je pizdil, kdo je to nalepil? Neduhovito sranje. Ja, ker so res, ker je kao tako, to so v bistvu preverjene šale, so to, ne. Stvari, ki kao ne bi bile smešne in se misli, da bojo vsem smešne. Ne? Ja. In posledično niso komor nikoli bile, so smešne. Ja. Tako da ta je vrhunska. Pa je pa še pika na i, pa potem, ko kao Don in njen fant, kao kupta Timu, pa ta velik napihnjen penis. Ja, tiste je genialno. To je ene par momentov, je res tisto, ki ti je narodno gledati v tej epizodi, več kot drugi. Ja, se strinjam. Ja. Mislim, ampak Klemen je dobro, kako Brent uleti v to sceno. Veš, Tim odpre... Kako leti v sceno s tem napihnjenim penisom? Aha, smisel, da misliš, kako prileti, ko vsi čestitajo Timu, oziroma ko se prvič pojavi ven, ker tisti tudi, ki mu zamori s smrtjo. Ja, tisto, to ne sme več čez. Ja, sorry, da bo pol šla do penisa, to se je uvrt sliši. Ja, sorry, ampak mora ta scena, je pa... Že spet, to je pa writing, se temu reče. Ja, to pa acting tudi. Res je. Pa acting tudi, ne. Ja, ker Don pove, da ima Tim rojsten dan in
Koliko pa star? 30 young, ali kako je že, ne, nekaj takega. Ampak pa začne nek pogovor, ne. Ker tako misliš, da okay, že spet hoče dobro, ne, vidiš, da je tako, hej, zdaj ti bom pa malo čestitil, pa povedal, ne, pa pa reče, ja, jaz imam enega kolega, ki je 34 star, pa še kar živi pri starših. Ja, pa reče, ok, jaz tudi in pa je pa tisto moment, cherish them really. Really, ja. Pa še spet reče, v točno ni cela 2 sekundah. Ja. Nič ni pauze vmes. Ja. Reče, I still live with my mom, cherish them really. Ja. Really. Ja. Ja. Vrhunsko je tisto. So pa le kamere vklopljene in brand pazi, da se ne bo slučajno, da ne bo koga užalo. Ja, točno to je. Sploh ne gre za socialno normo, ne, tako, da bi se mogel kava, zato ker mu je ne bilo bed upravičiti, ne. Ja. Ampak se pravi zato, ker ga kamera snema, ne. Ja. Pa bi se mu pravič, pač proba speljati, tako da v bistvu ni nič narobe naredil, ne. In pa reče tisto, to je pa, ja, to je mogoče stavek epizode, kar povej. Yes, stavek epizode. Both of mine are dead, really. Well, that isn't dead. Ja, shit. In klej že spet ta, ne. Tukaj bi se lahko ta scena končala in bi bila ful smešna, ampak ne. Ne, to gre naprej. Pa gre naprej, ne, ker kao so me klicali iz doma, ne. Ja. Ja, in kao, da misli, da je snajper, ne, da je japonski snajper. Na kaj strehi Debenhamsa. Ja, je tako. In misliš, da je to, gledaš, ker sta samo Tim pa Ricky, ne, pa Brent sta v kadru. Ja. Pa leti pa Gareth. Poleti pa Gareth, ki je pa ekspert na tem področju. Točno to, čim slišiš snajperja, ne, on je že territorial army, you know. Tako, really, so you can see from the roof into the window. Tako, yeah, that's good. Tam bi bil jaz, če bi mogel enega ubiti v domu. Ja. Jaz bi šel na streho. Pa pol tiste, seveda, to je tudi ponarodel, ne, kako pokaže Gareth. To sem pa, povej. Ja, kako on demonstrira, da v bistvu vsega ne bi niti videl, ne, sem kar naenkrat bilo pa To jaz delam že 15 let. No, evo. Jaz to presežem, delam že 15 let in moja draga, ko bi temu rekel, tega ne mara. Zdaj pa pred kratkim gledala The Office in je to videla in rekla, ok. No. Zdaj pa razumem to. Ja, ker je ja, ti si res dober. Ker je tako prav pokaže v bistvu, kako gre metek v tilnik v zadnji v glavo, ne? Ja. Potem eksplodira, mislim, pol kava odpre, gre čez glavo in uču ven pride. Pa še ta tretji efekt, zato je bilo meni to tako dober. Ker tretji efekt je pa kako potem v bistvu iz uča, oziroma tam, ki je od spredi metek ven prišel, še šprica. Ja. Zato je to meni tako vrhunsko, ker ni sam kao me je ustrelil, pa je šel metek skozi, ne, ni, že spet ta scena, še tretja stvar je, ne. Vrhunsko je. Kako pogleda, kako Brent pogleda njega, ki ga za moment, veš kaj, on ima še zapovedati nekaj, ja. Ampak ga sem gledal čudno, ker ga malo je fasciniralo to, sicer si je mislil, ok, Gareth očitno ve, ampak pa se pa takoj nazaj zamislil, a veš, ni da bi se zgrozil, tako kot se pač Tim s tem, kar sem pogledal, ne, res je, ja. Kako Ricky dobro zaigra tega idiota, ki mu je mal interes vzbudil, ampak on ima še zapovedati. Ja. Zakaj ti sploh govoriš, jaz sem tle? Ja, exactly. Ja, zakaj ti sploh, ja. In kaj na koncu mu reče, and in the end we're all just a vegetable and that's something we all have to look forward to. Happy birthday. Happy birthday, ga poramijo dar in gre. Mislim, to je noro. Zdaj sem dvakrat gledal, danes sem gledal, včeraj sem enkrat gledal. Noro je, koliko cajta ta scena traja. Noro dolgo traja. Res. To so tako dolge, dobre scene, da mislim, težko je to razložiti. No. Jaz ne vem, mislim, se polka vidiš, pa sem šel že spet gledati, ker imam knjige scenarijev. Ampak vse je tam. Ne. Vse je tam. Po svojem je ful žal, da nisem mogel prej prebrati scenarija. Až napreden vidiš, veš, kaj se bo zgodilo, da vidiš, kako to zgleda na papirju. No. Ja, to sem jaz že to, kar te rekel. Angleži se mi zdi, da se najbolj na svet zavedajo, da se vse zgodi na papirju. Dobro, moraš imeti dobre igralce, moraš imeti nekoga, ki šteka pa to. Ampak ta glavno se zgodi. Če ni tizga, pol vse ostalo je na majavih temeljih. Valjda. Monty Python so stokrat rekli. So rekli, pa to ste ziher, ker ste šli na teren, ne vem, Škotsko gor, kam so šli, Bournemouth spodaj, južno. Pa so rekli, to ste ziher, tam se zabavali. Cele dneve, ziher je bilo veliko zimproviziranega, tako pa z bluzenga. Pa so zmer si rekli, niti črke. Ja.
niti črke. In lej, v tem je point, ne? Zato pa so toliko naprej od vseh. Dobro, se Američani tudi vejo, tam je tudi kultura pisanja, tako sam nimajo lih tašnega, ne uspevajo najbolj tašne serije tam. Ja, to je res. Ja. Pa se Riki je isto rekel, ne? Da večina stvari je bila na papirju. Ja. Da je zelo malo dejanske improvizacije. On ima samo te neke mini momente noter meče, pa še to balon. Tisti, ki sem videl takrat, ki je bil, ki pride noter, Nobby Burton, Deaf Nobby Burton, Two Ties. To. Ja. Pa tisti, ki Nila pripelje not. Monke. Tim Canterbury. Do tam še pridemo. Okay. Pa Miserava, v glavnem preskakujeva. Pogreba pa zdaj lahko na penis, ne? Ja, zdaj pa ta scena. Tukaj pa res huda idiota izpadeta. Brent pa Gareth, ja, res je. To pa jaz pravim, da nikoli do konca serije, prvo in drugo sezono pa specialov, nikoli take idiota kot tle. Ja. Pa. Ne, pa se največji smeh je to, ko v bistvu Brent ima še nekako vzdržuje nivo šal, ne? Ja. Ampak je ta nivo tako nizak, ne? Pa Gareth prime v roke, pa začne razmišljati, kaj bo naredil s tem pač penisom, še enkrat. In mu Brent reče, če nimaš pripravljenega, ga ne jemet, ker pol ostava zadevo, ne? On je kao impro. In tle meni najboljši moment mi je, ker pol začne s temi, da on je pa v bistvu fulejnih catchphraseov izumil. Excuse me, ne? Ja. Veš pa, if you fell into a barrel full of tits, you come out sucking your own thumb, ne? In pomeniš, kam je tle najbolj, ne? Ker pol reče on Garethu, yeah, you don't know, you're not a comedian, I'm a comedian. To mi je ti si en model, ki je kao dokumentarcu po nesreč po TV-ju. I'm a comedian, stari. Kašen kralj. To je spet še en štempelj temu, da veš, kaj je to character development, pa kako pisati lik izključno s tekstom, brez da ne rabiš nič. Ja. To bi funkcioniralo v romanu. Ja. To bi v romanu funkcioniralo. To, da imaš Rikija, pa da imaš to posneto, pa da ga gledaš, kako on to igra, to je sam plus. To je res, ja. Ja. In smešno je, kako Gareth nekaj pove, pa si on lasti te pravice, ne? Pa reče, I don't mind influencing a young comedian. Ja. Ampak pripiš mi credits, ne? Ja, daj mi, ne. Pa najbolj cool je, on te joke ima in oni se ambense ne smeji, sam gledajo ga. Ja. Gareth vse zmeden zraven, on pa umirajo, le kaj umirajo. Ja, to je pa grozen je, ti se kle sem ustavil, ne, včeraj sem ustavil, danes sem šel čez, ampak včeraj sem pa ustavil, sem rekel, pa kdo se smeji, stari, to sam ti misliš v svoji glavi, da vsi krepavajo od smeha. No, ti si je noro, no, ti si je res, res noro, pač ta scena je najemno. Thank you very much. Ja, sem enkrat rekel, tako na potihu, thank you very much, in pol vse razloži še zraven, kada ne vemo, da je to thank you, no, mislim, kjera scena, ti si res epsko. No. Ja, nora scena. Sem pa radoveden, kaj začne on tam razlagati, mislim, reče neki chocolate pot. Začne pol govoriti, poga pa preseka tist, ko je že raport, ker on govori, da se ne mara delati norcev iz prizadetih. No, to je pa mogoče tudi ta druga ponarodela stvar iz te epizode, ne? Ja, sam je res. Ker ta talking head, ne, je pa Brent v svoji najboljši luči, ne? Ja. Ker je pa to s temi handicap, to ti znaš, ne, to ti povej, to je preveč dolar, stari. To je meni tako, no. Čakaj, kaj misliš, da je znam? Ja, to povejati, to, kar reče, ne, pač v smislu, I don't laugh at everything, ne, ali kako je? Ja, there are limits to my comedy. Ja, tako začne, ja, there are limits to my comedy, ne to comedy, I'm a comedian, razumeš? To je meni toliko dober. Res, God. The disabled, kaj že reče pol. Nothing funny about them. Ja, to any deformity. Deformity. Veš, in tukaj se pa vidi, ne, da Riki, a veš, to je v današnjem svetu, je tako. Če boš rekel nekaj, če soš nekaj zajebavu, ne vem, če boš nekaj, ki bo letelo na nekoga, ki je mongoloviden, ampak ne na konkretno na nekoga, lega, lepa, glej invalida, ne vem, manjkajo mu noge, glavo ima prilepljeno na trebuh, ne vem, ko ima,
ne na tem nivoju, ampak če pa pade nek vic na to, da bo cel svet ubil, razen tistega, na kjer je vic letel. Ja, to je res. Ja. In Riki to dobro ve, zato je pa rekel, zato je pa tukaj zelo dobro pove v tem unem. In to je edina stvar, ki mi je bila pa, ki mi pa ni bila smešna pri tem raportu njegovemu, zaradi tega, ker sem videl, da je pa to čisto res, kar on reče. In kar reče je to, da izhaja iz tega stališča, kot večina folka izhaja, če se pošališ, ne vem, z nekoga, ki je neki invaliden ali kaj, ker mislijo avtomatsko, da se delaš norca z njega, češ, jaz sem živ, čil in zdrav, ti pa nisi, ker si invalid. Ja. To noben, to je navadna primitivna škodoželjnost. Kdo je tak? Ja, je tak, ja. Noben ni tak, razen tega folka, ki to obsoja. In to on tukaj reče in sem si mislil, bravo, lej, to sem pa že, na tašne stvari sem pa že naletel, pa ne, da se zdaj norce delam. Ja. To je od Godlerja Emov, je to. Se čim vidite, če jaz sem bil z njemu že na kavi, pa je šel eno veliko vozičko zraven, to je noro. Jaz ne smem ponoviti, kaj reče vsakič. Tako da, ampak sorry, nadaljuj. No, lej, to sem hotel reči. To sem hotel reči, da je to zelo lepo povedal. Oziroma pač zaigral je, tle mu je dal pa še krono Davidu Brentu, no, idiot, potrjen, evo, tle imaš diplome, tle imaš papirja, izvoli, pojdi v life, oziroma še do konca teh, koliko je še epizod 9. Ja, to je res, ja. Izvoli, pejdi v svet, tle imaš diplome kretenizmov. Pa lahko prijeva nazaj na Brenta, jaz bi se še pa eni stvari tle ostavil, pa še infantilni humor, ne. Ko greš ta pa Don Patin do Garetha, ki dela, pač pripravlja vprašanja za te za kvizne. To mi ni bilo pa nikoli preveč všeč, ta pasus. Zakaj pa meni kle v redu? Zato, ker pač ni toliko mišljen, mislim, da se malo norca dela iz tega pač brezveznega humorja, ne? Veš, da je samo vse innuendo, ne? Pa kle je kao, da je Gareth gay. Ampak meni kle, tam je, všeč mi je, kad to Don pa Tim skup delata. Veš kaj mislim, v smislu, da pač ona dva sta oba dva isto gufe, veš kaj kaže, da ima sta v bistvu kao isti pač smislu za humor, že ona, ki mu da uno kartico, ne, katastrofalno, ne, on tako reče, kaj je to, pa ona, ja ne vem, pač ne, ampak veš, vidiš, da je nek connection, ne. Ja, je res. Namesto, da ste šla na kavo, ste ga šla jebati v glavo. Tako, to, veš, da je ta nek ta bonding, ne, iz tega vidika. Pa pač, se mi zdi, da Klesta hotla, Gervais pa Merchant, pač vso možno komedijo se malo pošaliti iz tega, kar ljudje mislijo, da je smešen, pa v bistvu ni, ne, a veš, na to foro, ne. To je res, ampak tist, kar tam govorijo, tist mi pa ni bilo nikoli tako, ko sem si mislil, dobro, Gareth, sem se mi zdi, ne vem, no. Da je too much, ja, štekam, ja, pač ni toliko realističen, ne. Ja, ni ker bi mogel on dojeti, ne, on bi mogel dojeti, da to nekaj ni prav, ne. Ajde, vsaj tam po drugič, ker ona dva naštejeta, se mi zdi tam, da bolj že pride tako daleč, you could do a man from behind, pa come on. Če Angležu rečeš, da boš nekoga do someone from behind, pa če vojak ali pa če ni. Ja, sem ta star, on je rekel, ja, that's what I'd be, if I was a Japanese sniper. Veš kaj mislim? Tako da, po svoje, in a way. Ja, to imaš prav. Ja, mogoče ni toliko za vse prevlečen, ne. Pol je pa še ena sekvenca, ki se vse pripravlja na ta kviz, ki pa moram reči, da je v bistvu, zdaj, ko že ponovno spet gledam, mi pa takrat nikoli ni to izstopila, zdaj se mi je zdela pa dokaj genialna. Je pa Brent in pa potem ta Riki, ta temp, s tem Dostojevskim. Če bi gledal, pač takrat, ko sem prvič gledal, sem gledal vse naenkrat. Če bi pa zdaj gledal, pač, ko grejo spet po vrsti, bi bilo to moj zdaj trenutno najljubši moment do zdaj. A res, ali kaj? Kako bi rekel temu, ta štik s tem, kako on v enciklopedijo hodi vmes gledati, da bo lahko naprej povedal. In kako mu gre na kurac, ker on pa spet nekaj novega ve in on pa tega ni prebral in gre nazaj. In kako je to zaigran, ne? Ja, to je pa, kako ga zmeraj reče, kako na uro pogleda. Pa kar ozdihne, pa gre. Točno to, star, ti se to kdaj. No, ampak začne se to tako, da on pride pa reče, kviz, a se kaj učite, oni vsi delajo, vala sem Ben, učikam Ben, jemne tega tako resno, ne, kao on. In pa on reče, ne, sej, jaz sem bil pa na teh blockbusterih, ne, ki je pač kviz v Angliji, ful znan, ne. In je by the way, ne,
To so to je še ena sajt, kar se XFM-a tiče. Ja. Tam noter Carl Pilkington naredi verzijo Blockbusters, sam naredi Rockbusters. Aha. In so pa katastrofalni. Zdaj ti bom en ta namig ti bom povedal, pa dobiš, veš, kaj moraš zmeraj dati začetnico. Ne? Ja. No, pazi za to, stari. Zdaj ti bom dal začetnico benda, ne? Ja. Pa ti bom pa kao Cryptic Club povedal, ti pa probil gant ta band. Ne? A je prav? Ja. The Jamaican feller is swinging a fish around his head. Zdaj pa čakaj, še in išli, ne? Ja. DS. Aha. DS. A Jamaican feller is swinging a fish around his head. A to je Pilkingtonov? Pilkingtonov Rockbuster in to je noro. To je ne boš uganil. Jaz ne pridem do gležnja. Ja. A ti povem, kaj je Detroit Spinners. Kao Detroit Spinners, ne? Ampak ker je Jamaican feller, ne? Fish. Ja. In pa tako reče Detroit Spinners. Vidiš, to pa jaz moram še poslušati. Moraš poslušati, stari, ker to pa vidiš Rikija, ki z rano boleva. Ne? On to reče, on pa you're an idiot. It doesn't work. That's not a cryptic crew. No, in to je 90 ur tega. Jaz to ne morem nekaj poslušati, stari, res. V glavnem, sorry, to so zdaj šla mem, no, on reče, da je bil na teh Blockbusterih, to je ta kviz, ne? Ja. In pa mu reče, daj mi en primer, ko si ti bil tam, mu daje en takle vprašanje, ne? In valjda Gervais zajebe, ne? Brand zajebe. In pa mu pa reče, daj ti bom jaz enega dal, ne? In pol je tišina, ne? In tam je že spet mučno, ne? Ja, in mučno je, ko reče, a ti pomagam. Ne. In pol mu pomaga in mu on pove. Dostojevski, pa kjer ta je napisal War and Peace, ne? Crime and Punishment. Crime and Punishment, sorry, ti si je, ok. Pa reče Dostojevski, pa reče, pa mu pa Riki reče, oziroma Brent mu reče, a bi ti to uganil? A bi ti to vedel? Ja. Reče on, ja, verjetno bi uganil, ja. Ne dobiš točk se ogibanje. In mirno gre. Unlucky, ja, oh god. Noro. In pol dvaka, če pride do njega, vmes pa enciklopedijo bere. Ja, viš, to je pa meni, to je pa najbolj. Ker že misliš, ok, zdaj smo pa že vse videli od Brenta, zdaj pa vse plasti, vse plasti tega bebca je pokazal. Ne. Še se da. Ja. In Klej je pa, ki pride zraven in najbolj, kaj meni Klej všeč, ki ta prvič, kar reče polno ime od Dostojevskega. A je neki Fjodor Dimitrovič Dostojevski ali whatever, ne? Pa letnice rojstva. In prav vidiš, da je šel brat, pač. Ja. Veš, to ne zna skrit. Ni v letu pa rekel, veš, Dostojevski, pa tako malo probo, ne. Uleti in reče polno ime, ki ga prej sploh ni vedel, ne. In letnica rojstva, ne. Čeprav ga pa posname skrivaj, ker on gre po enciklopedijah listat, ne. Tisti pa posnet skozi žaluzije. Ja, ko se pač kao, da on ne ve, da se ga snema. Ne, tam on ne ve. Ja, ne, to je epsko. Pa on že spet nekaj novega pove in je noro, kam on nazaj reče nekaj, kar on ni vedel, ne. Ja, ker mu reče, kjer je bilo njegovo večje delo prvo, ne. Nek haus, zdaj sem pa pozabil. Ja, kaj ga je napisal, ne vem, ne, pa mu reče, ampak ni kle to, in pa on ga veš, kako prvi vidiš, kaj ga kune. In pol gre nazaj, brat, pa reče, sej prej si omenil tisto hišo, ampak to ni bilo njegovo prvo veliko delo, prvo veliko delo so bili Notes from the Underground. Gledal se in on sam že spet, moj bog. Ja, po pa reče v bistvu, kaj mu pa še nabije, mu pa naprej začne govoriti, da je kaj je hotel opisati z raw youth, ne, da je pa tam v bistvu znanost ne more opisati točno, ne. In tam se spet vidi, da nima pojma, bre. Ja, in pa sam gre, noro je tisto. Ja, pa sam gre, pa vidi, da nima več kaj. Ja, pa že Finč pride, ne. Ja, pol pride pa že kmalu Finč, ja. In takoj vidiš, da je slab človek. Kako ga prbije vrit od oza, ko pride Brenta. Noro, in klej že vidiš, koliko vidiš, da so vsi okoli so v bistvu čisto gorčeni, da je Finč prišel, Brent pa, to je to, lock the doors, vas napaljen. Vsi pa vidiš, da čisto vsi ostali vidijo, da je to en moron stari, da boš da sam zabežat, ne. Pa tudi vice tukaj neki, ne, da so tele mal, tako kot bi rekel, kot Spock, Bones pa Kirk, ne. Ja. Da Finč, Brent pa Gareth.
Ja, oni so trojka v bistvu. Oni so trojka, ne da. Ja, kjer je v bistvu Finch je ta bully, ne, res, ki oba dva v bistvu maltretira. Brent hoče biti prijatelj z vsem, ne. Pa imaš pa Garretha, ki bi pa rad bil prijatelj z Brentom. In pol vse, kar Finch naredi, on mora kimati. Garrett bi bil lahko komod, ampak res komod, half Vulcan, half human. Potem, kar je on. Garrett mene spominja na Spocka v The Search for Spock. Ja. A ni, no? Yeah, that's what I'd be if I wanted to take someone out from that bit. Noro, kašen kralj. Res, kašen kralj. V glavnem, pa je pa še ta scena vmes, no, ki je pa že spet ta Tim Don pa od Don Font, ne, ki on že kar razlaga, kako bo njeno življenje potekalo. Tisti mi je tudi všeč, to je pa ta dramatičen del noter. Tisti mi je ful všeč. No. Mislim, da kle, v bistvu, kakor je prej, sta bila Don pa Tim že ful dobro nakazana, kle so pa to malce cementirali. No. Pa vidiš, da tudi v bistvu Don ni srečna s tipom. Ne. Ja, to se zelo lepo odvija, mislim, kot zgodba res. Ja, ki je v bistvu ful pomembna. V končni fazi je to mogoče bolj pomemben, kot Brent. Ne. Mislim, ne da je bolj pomemben, ampak tako, eno brez drugega ne more iti. Če bi to ven vzel, Brent ne bi bil tako zanimiv. Ja, to je res. Se mi zdi, da res ful bi izgubila ta zadeva. No. Tako, ali pa da bi bil recimo samo ta Tim and Don fora, ne, pa brez tizga. Ne, ne bi funkcioniral. Ne. Ampak le res vidiš, pač, ki je unšteje, boš imela otroke, bova tam živela, bova to, bo pocen poroka, bla, 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 ne. Ne prav vidiš, da je una čist zgrožena v bistvu, ne. Pa tudi tisti del je tudi dokaj realističen, ker sem že v življenju spoznal najmanj 3 take ljudi, ki disajo recimo pri teh svojih letih študente. Tam, ki so not, ki berejo, ne. Kaj Finch pride, kaj pa vi delate? Ja. Ti se kar ureda. Študenti, waste of space. Kaj si pa ti delal? Vse sem delal med študijem, kaj si pa delal? Gledal si Countdown. Drekanje starih prcev, to je zelo pogosto. Ja, pa ful je dobra, ker reče, I read a book a day, ne. Pa gre Don pobrati tisto torbo, ne, pa gre se sklon, pa ker si že dol, ne. While you're down there, Ja, ti si grozen, tak seksist, mislim, tako noro, kdo to reče, ne. Pa ga pa Tim tam takoj, kje knjige pa ti bereš? In pa ga gre Brent reševati, valjda, ne. Ja. Pa se to so tako, to so, ne vem, tak smisel za humor, to je tisti instant smeh, ki je v bistvu pol zgražanje, pol smeh. Ja, pa to je tako, res primitivno. Pač to... Primitivno, ki z garancijo dobi nek smeh nazaj. Ja, točno to je. Pa, kle še ena scena od Brenta, ki je pa vrhunska, ne. Kjer je to? Ja, ka Finch to reče, pa je ogaben, ne, pa so vsi ugortni, pa mi so 1-2 punch ali nekaj tazga. In tako reče, mi so čisto ista s Finchom, ne, pa tako že včaka in na svojim reče, similar. Pa pogleda po sobi, a veš tiskar reče. Kašen kralj. Similar. Ja, s tem je full konc te scene, ne. Točno to. Ti si tak momentak, tak za prste oblizen, ti si res dober, no. Ja, je. Ti si res dober. Se pogre pa direkt, itak direkt na kviz, ne. Ja, pa sem pa že na kvizu, ki ga imajo tam v skladišču, ne. Je pa Garrett valjda je pripravljal vprašanja in so vsa v vojni in puškah in... Ja, ne, pa nimajo, a misliš, da je tisto skladišče? Ja, jaz sem tako to zmeram dojel. Zakaj? Kaj oni grejo v pub, grejo oni pola, veš. Drinks are after, ne. Točno, ja, neka dvorana, čeprav imajo tiste zavese, ja, jaz mislim, da si prenesejo, ker ne zgleda tako, da bi bilo to, a veš, v nekem lokalu, ker nič drugega ni, samo ne zavese so in mini odrček pa krajne mize. Čeprav to imaš pa prav, ja. A veš, jaz sem vedno mislil, da je to pa lotizmo pubu, ker so pol, ampak ni, ti si čist drug prostor. Neka dvoranca je, ja. Neka ali sejna ali neki, a veš, ker tudi Christmas party pol v specialu, ne, v bistvu v pisarni, ne. Veš, jaz mislim, da je to njihov kviz, ki se dogaja v tej pajernici, pač zdaj ne vem, je to ta warehouse ali kje je, ne. Ampak ja, ne. Ko se imenuje ta Dead Parrots. Dead Parrots in tako je Monty Python. Ja, mi smo cool, ne. Ja, mi smo cool in pa Garrett pa valjda Monty Python. Groza, vse razlagati. Ta je pa res genialna. In pol tisti najn, kako bi rekel, to, kar povezuje zdaj prvič The Office pa Star Trek. Pa Star Trek, ne, kar je epsko. Ne. In to Brent začne razlagati. Mi smo 6 let zmagala zapored, 2 leti nazaj skoraj nisva. Garrett je postavil vprašanje in je vprašal, ali je katere rase je Mr. Spock. Tako. In večina jih napisala Vulcan, which is incorrect.
Ja, najbolje je. Sem mogel iti domov po eno knjigo, da sem to kazal. Da sem pokazal, da je in so pa rekli, ja, haha, že spet imaš prav. Ne. Že spet imaš prav. Ja. Oh, I'm sorry, tako, no apologies necessary. Let's get on with the quiz. Ja. Remember, learn. In poje še Talking Head od Gerata, ki reče, nočem se o tem spoko pogovarjati. To je bilo, pustimo to. Tako, kada je travma, kada je na bojišču bil, to razlaga. Ja. Sam veš, kaj si prav predstavljaš, ker imaš zmerom, vsi imamo vsaj enega kolega, ki je ta model, ki bo šel do daske, da bo treba, če mora zmagati v Monopoliju ali pa nekaj, veš. Ja, valjda. Eden, ki bi dejansko šel domov po knjigo, da dokaže, da je Spock half human, half Vulcan. Absolutno. In ni mal takih. Ja, God, noro, res, ti si res dober, no. In ja, to je ta skupna točka Star Treka in The Office. Ja. In pol se tam drkajo, tle se še bolj vidi. Tle se še bolj vidi, kakšna pajaca sta res. Ja, pa te stari parci, pa unadva sta mlada, pa kdo kaj zna, pa a ne. Kaj ima res dol visi, tema dvema se gre pa sam zato, da boste zmagali. Pa kle Finch ful žal, ne Brenta, pa ga še v pubu, ne. Ja, totalno. To je, se pravim, to je tisto neuslišana ljubezen. Ja, pa ta scena, ko ga kličejo dejansko iz doma, ne, da je fotor že spet po njemu sprašuje. Viš, to sem pa hotel posebej. Sorry, povej. Ne, sej, pač dobro sem spomnil. Sem hotel reči, da tukaj pa tle pa, to je spet ena tistih, ki rečeš, ne moreš me več nič povedati kot Brent, da bom rekel, fuck, ne me jebat, celo tako si nizkoten. Ja, ampak veš, to ni, jaz bi tako, nam rekel, je nizkoten. Ne, sorry, narobe. Ja, ampak forejo temu, da pač on pač zato, ker je Finch prišel, ker je kviz, ker sta zmagala, on vse temu podredi. Tudi to, da njegov fotor, ki več ali manj samo leži in že ves dementen po njemu sprašuje, ne bo šel ga obiskat, ne, ampak reče dejansko doktorju, ne, ja. Reče, lahko date nekaj za spat in tako prav nakaže, to se ful mal vidi, ampak tako nakaže injekcijo. Kao, can you give me something to, sem tako model, nehi. In pol, ne, že spet, kle bi se lahko končal, ne. Ja, ampak se ne. Ampak se ne, kaj se pa zgodi, ne. A veste, ga vpraša ga, če pel, kdo je Summertime Do pel. Jerry Mango, ali kaj že, ne. Ja, in mirno zgulfa in gre povedati Finchu, da ima sta odgovor, ne. Mislim, noro, no. Ja, jaz ne vem, to je res. Temu se reče strokovnim terminom virtuozno. Ja, noro writing, res. To je. Ja, pa se pa zgodi tako, da v bistvu, pa še to moramo omeniti, ki je res, ki že on pove tam pri Spocku, no, pa kar se meni zdi, oni imajo zmerno taka zelo neprimerna imena teh ekip, ki sodelujejo v teh kvizih. Universally challenged, pa tako je Stephen Hawking Football Club. Stephen Hawking Football Boots, ja, pa The Carpet Munchers, pa to. Ful dobra imena so, no, ampak so tako sami throwaway, ampak je tudi smešen za popizditi, no, to sem zdaj se spomnil, ti si res ful uredil. Ja, pa pol tist. Pa tlega pa že vidiš, ne tega, ko je že Finče, kako je že čist popizden na koncu. Ker je dobil vprašanje, iz kire Shakespeareove drame je Caliban. Ja, in začne se dret, ne, in kdo prvi na glas reče Geralt, ne, in on začne kar govoriti Macbeth, ne. In reče Macbeth in pol kader vmes Brenta, jeske pokima pred Geralt. Ne, ni. Ne. In pa se pol Finch začne obolevati, kva si rekel prvi, ki se zadere, ne? Pa Rick je pa tih, reče Tempest in pa ona dva zmagata. Yeah. In ona dva, mislim, Finch oboli, ker očitno to je vse, kar ima v življenju. Ne? Ja, to je vse, kar ima v življenju. Ja, in pa začne Brenta disati, ne? Potem je pa ta super scena v pubu, pa se v pub preselijo. Ja, tiste pa res, to pa ne moreš reči, da ni drugi razred osnovne šole. Ja. Imaš dejansko enega bulija imaš, ki svojega kolega disa pred vsemi. Tako. Un je ful kolega, ampak je pa smešna tista, ki reče, kaj je bilo vprašanje, kdo je šef Kube od leta 1959. Ne? Kaj si rekel? Pa on pa pa to sem bil v afektu. Kaj si rekel? Castro, to zdaj veš, kaj si takrat rekel, in tako tišina rata in ga vsi gledajo in pa reče, kaj že Faye Benton, to je pa neka firma, to sem šel prav googlat,
Reče neko, to je v bistvu firma zmrznjene hrane v Angliji, znana. Kaj da bi rekel Captain Birdseye, no? Na to fora, ali pa mizica pogrnica, kaj je bilo pa še od Mercatorja. Ja, na to fora, se sliši se malo špansk. In je bilo to isto, ja, in umre, to res. Ampak je pa ful dobro in pol mu reče, ja, ni čudno, pa res Finch nesramen rata, ne? Tam tako res nesramen, da začne v bistvu Don Brenta, ne? Kar je pa meni ful všečno, ker je dejansko ta, veš, tle res vidiš, da je Finch je ki je res slab človek, Brent sam hoče ugajati, ne? Kar mislim, da ta epizoda lepo pokaže, ne? Frey Bentos, tako, Frey Bentos, ja. To mislim, da je tudi glavno mesto Urugvaja ali whatever, nekaj, ali eno mesto v Urugvaju ali ne vem kaj je. Ampak to je dejansko neka frozen foods zadeva. Ja, to je preveč smešno. Ja, da pa gre ven, ne, in pa imajo pa tisti. Ja, da ona da bo ta zmagala, če lahko Finch vrže od tima čevlje čez pub, čez bajto in jih dejansko vrže. Ne. Ja, kar mu gre ful na živce. Ja, kle tima čist požaljo, ne. Tako je čist v podrejenem položaju, tam ga še Don neki hoče malo potolažiti, pa je pol ta njen tip odpele takoj. Ja. In to je pač, začne se, konča se epizoda, tako se začne v bistvu s timom, s tisto kapo, sam da je boss pred lokalom in mora iti za lokal po čevlje. Tako in kot da ne bi bilo že to dosti smešno, se zgodi potem pa kaj? Potem uleti pa Gera s tistim napihnenim penisom, ne, in ga proba brcant čez. Kar se mu noro zdi, kar ga ful ga nasmeji, sam sebe nasmeji in potem je tako smešen in potem, ko pogleda v kamero, se nasmeji in zazlaufa stran. Ja, in gre v stran, to je. Ja, ti si vrhunski. Na igrišče smo šli, obračunali smo, tle smo tiš tega, zdaj pa poskrb za svoje čevlje, mi gremo pa nazaj pit. Ja. Ja, to je kar, mislim, ena teh, pa se ne vem, jaz, ena boljših epizod sem hotel reči, pa se ne moreš to reči, ker so vse vrhunske. Se smo rekli pač, da bomo. Res, ne moreš sploh to reči pač. Te scene, jaz bi ti bi pol resmo Dostojevski bi izpostavil, ne? Z Dostojevskim ti se mi zdi na tako mojstrski način karakterizacija lika, ki res tega ni, no. Ja. To je res. Jaz bom pa penis omenil, samo zaradi tistega I'm a comedian. Aha. Samo zaradi tega lajna v bistvu noter, ker veliko pove ta lajn, a veš? A pa boš dal bom linke najdel ali pa gife, nekim najdel. No? Aha, ne, mislim, boš dal za naslov epizode Frey Bentos, ali boš dal napihljiv penis, ali boš dal Dostojevski. Kaj sem hotel? Oboje, ne, imam dve variante, lahko se kar zdaj zmenim, to noter pusto. A ti je boljš Dostojevski, ali ti je boljš Potrjen idiot? Potrjen idiot. Hvala lepa, to je tudi moja izbira. Tako da mislim, da malo naslov. A drugače pa, mislim, da so prišla do konca, ne? Ja, pa smo res prišli do konca. Ja. Meni je tak gušt to gledati. Ljudje božji, ne sam tega le poslušati, ker mi dva, ko greva čez, ne delava, we don't do it justice, no, se temu reče. Ja, sem res ne. To je treba videti, no. Res, če do zdaj niste gledali, pejte pogledati The Office, pa z nami pogledajte. Res. Ker vem, da mislite, še ena serija, tega res mal, dejansko je 14 delov vse skupaj za pogledati. Ampak holy mother of God, če se kaj splača gledati, se to splača gledati. Tako. Ne, res, prav. Mislim, če mene vprašal, a veš, srečaš nekoga, dolg ne vidiš, pa reče, kvak je gleda, pa reče, to serijo zdaj gledam, to moraš gledati, to je dobro, to serijo gledaš, pa pol vidiš, da ti isto delaš, k nekomu govoriš, ne, v nekih serijah, ki si gledal, pa so ti bile dobre, pa so ti bile pol dobre, pa so ti bile take, da so ti bile zanimive in jih priporočaš pol naprej. Ampak če bi mogel pa resnično priporočati, bi pa v bistvu priporočil ne več kot 3. Ja. Do zdaj, kaj sem gledal, in The Office bi bila na prvem mestu. Se popolnoma strinjam. Ja, to je dosti res. Zdaj pa, če dovoliš, bi jaz tehnikalije povedal? Naredi to. Potem pa prideva do tvojega najljubšega dela. Yes. Se pravi, tale podcast je del mreže Apparatus, vse ostale podcaste najdete na apparatus.si. Jaz od enega delam z še enim komikom slovenskim, ki sliši na ime Pižama, ki se pogovarjajo tudi o serijah, ampak pa zdaj o Game of Thrones smo imeli celo en živo dogodek zdajle. Drugače še par podcastov gor. Najdete nas tudi na Facebooku pod apparatus.si, na Twitterju Apparatus, počrtaj si. In pa, če nas podprete, to res največ pomeni, to vsakič zaplesem, ko nas en podpre, greste lahko na apparatus.si/podpri
tam dobimo pa sredstva, da vse tole delamo, da tehnika štima, da vse živo. Tako da res ful hvala, Gunin, ki to naredite. In pa, če ste tole poslušate v iTunesih oziroma na iPhonu v aplikaciji podcast, ne, prosim, ocena, opazovalnici, thank you very much, vse, kar morate napisati, je, Godler ima rad kondome. Lahko še kaj zraven napišete, kaj si dejansko mislite o tem podcastu, ampak stavek, ki ga hočemo videti v oceni, je Godler ima rad kondome. Okay? Yeah, to je nujno. To je to, Godler, kje si pa ti na internetu? A veš, kje sem jaz na internetu? No, internet itak ni pomemben je Snapchat. Na Snapchatu sem zaenkrat Godler, ampak mislim, da si bom pa zdaj spremenil v Frey Bentos. Nujno. Jaz sem pa na Snapchatu, Twitterju, Instagramu, na Soundcloudu imam account, sem posod Anzet. Tako da težte nama, ful hvala vsem, ki nam na Twitterju kaj napišete, kaj gledate, to smo vedno vesela. Vsak feedback je dobrodošel, tako da ful hvala. Tako sem rekel, to je bila pa mislim, da 12. opazovalnica, se temu reče. Je tako, z katero se je videlo kar dobro. Dobro se je videlo. Še enkrat reč Frey Bentos. Frey Bentos. Adio. Adio. Čau.